sem se odločil, da bom posnel še drugi del mojega videa o Michaelu Jacksonu. Prejšnji teden je bil ta moj video zelo polemičen, precej klikan, obiskan. Napovedal sem ta drugi del, ker bom gledal še tretji del dokumentarne serije 3 filmov o Michaelu Jacksonu, ki so se zdaj vrteli na RTV-ju. 2 videa sem utkal v prejšnji video, moj video, zdaj zadnji, ki je bil pred 2 dni nazaj. Je pa malo utkan v tale zadnji moj drugi del tega videa o Michaelu Jacksonu. Po komercialnem filmu sem si ustvaril neko mnenje, dosti tako pozitivno, gledljiv film, super tako za gledati, ampak ne, tam detajli so pa take vrste, da jaz, ki motrim simptome, sem rekel, tale Michael Jackson je bil pa pedofil, ljubitelj dečkov, ne toliko deklic. Mislim, sploh si nisem predstavljal, da deklic. Mislil sem celo, da bi bil pederast. Se pravi, da bi imel tako pubertetniške fante. Ne, bil je kar klasičen pedofil, ker potem sem šel pa jaz zdaj v zadnjem tednu pa gledati še kopico enih dokumentarnih filmov, ki so ga branili, češ da ni kriv, in tistih, ki so ga obtoževali. In tam so bile neke familije, ki so ga okrivile, da je kriv. Otroci, stari 40 let, familija Casio, 4 otroci, ko je Aldo, Frank, pa Marija, pa Edi. To so stari čez 40 let. V 80 letih so bili še čist mehni, tam 5-6 let stari. Jih je Michael Jackson neodvisno en od drugega spolno nadlegoval oziroma spolno zlorabljal, in potem so vsi neodvisno en od drugega priznali, kaj se mi je dogajalo. Vmes so jih pa spraševali, ki afere so že bile v etru, v medijskem etru, so njih spraševali in so razlagali, zakaj, na kakšen način, kako so takrat tako suvereno lagali. To je Casio family, 4 otroci. Najstarejšo Marijo je pustil pri miru pri njenih 16 letih, ko sem jo uprla. Ona je razlagala, kaj si je želel gledati v povezavi z njeno vagino. Jaz nimam motiva blatiti Michaela Jacksona. Tisti, ki ga pa branijo, imajo pa motiv, da ga branijo. Nikakršnih dokazov nimajo. Dokazov, da ni kriv. Pa vendarle suvereno trdijo. Kako vedo, kako vi veste, da ni kriv, ne? Recimo tale Isto Gardner je posnel video, češ poglej moj video z bratom Urbanom, kaj je že ta predstava posnela. Jaz malo ti zgledam, tako evforično sta govorila, da ni kriv. Ja, zato, ker si ona dva želita, da ne bi bil kriv. Jaz pa nimam nobene želje, nobenega motiva, da bi bil kriv. Jaz samo berem simptome. In ne more noben odrasel moški s tako afiniteto govoriti o dečkih in javno govoriti, kako je sharing bed with someone, with a child, is the most beautiful thing. In koliko je to pa fajn. Deliti posteljo s fantkom. Normalen moški tega ne naredi. On je pa to redno počel in se s tem hvalil, ker je mislil, da je takoj za Bogom. In je posredno se izdal s takimi ekscesi, ko mu nihče ni nič oporekal, pa tisti Disneyland, Neverland, se ne vem kaj vse je on delal za te otroke in pomagal tisti, ki so imeli raka, pa tako naprej, jih vabil, ta Home Alone, tega fantka, ki ga je branil svoj čas, pa tako naprej. Sem šel to gledati zdaj, zadnji teden, ko sem jo tako, rekel, grdo sposoja, ko mi pošiljajo SMS-e, kdo vas je pa nalagal? Mene se ne da nalagati, jaz berem simptome, s svojim znanjem motrim nekaj, kar je analizabilno. Jaz nimam motiva, niti nisem dojemljiv, da nekomu nekaj, da nasedem. Mene je motilo pri tej družini Casio
mislim, da je bil Eddie, kaj že. Eden od teh sinov, ko je trdil, kakšen psihopat, predator seksualni je Michael Jackson, se je tako rekoč zjokal v enem besu. Ampak pri tem zjokanju pa ni bilo solz. To me je motilo, ampak tudi imam interpretacijo, zakaj ni bilo tam solz. Bil pa je besen. Vsa ta družina Casio je bila zelo besna. Čeprav spravljali so se pa ti, ki so branili Michael Jacksona, na njegovo družino, ki je pa videla finančno luknjo, s katere bi oni črpali denar. To je družina Casio naknadno videla. Ker to v Ameriki je pač logično, da tam, kjer se nekaj dogaja, se potem tam nek profit lahko ustvarja. Ampak te štiri so bili pa po mojem videnju še vseeno suvereni, kljub temu, da ta Eddie, kaj je, ni potočil pravih solz, ko se je tam zjokal v enem besu, ko je krivil Michael Jacksona, da ga je spolno zlorabljal. Se pravi, ta plaz kritik se vsu na mene, mislim, vse jaz se smejim, kot da oni vejo za neko resnico, jaz pa ne vem. Jaz nisem nikomu nič nasedel, jaz sem svojim znanjem, svojo pametjo skušal analizirati ene situacije, določene videe, ki so dokumentarne narave. In sem si ustvaril pač neko mnenje. In jaz točno vem, da normalen dec, ki nima sex life-a, Michael Jackson ni imel uradnega sex life-a, razen z dečki. Poroka s tisto hčirko od Prislija, to je propadla v enem letu, pa pol tisti otroci s tisto dermatologinjo tudi so vsi blondni. To, če gre DNK analizo delati, Michael Jackson ni njihov otrok, njihov oče. Čeprav tretji otrok ima pa nadomestno mamo, tam pa lahko, da je bil donator sperme. Skratka, jaz sem si delal neke zapiske, ki sem vse te še pro in kontra dokumentarne filme gledal. Jaz bi rekel, suma sumarum, da je bil fejst pokvarjen Michael Jackson. Kako tudi ne bi bil, ker je njegov oče bil ful pokvarjen, zaradi očeta je postal gej. Ponavadi gej postanejo zaradi mamice ali pa spolne zlorabe lastne. Zdaj, kaj so njegovi bratje starejši delali z njim, to se ne bi glih spuščal. Res pa pri dedovanju ni noben od bratov in sester nič dobil od njega, samo mama pa 3 njegovi otroci, da je formalno njegovi. Zaradi očeta je postal gej in pedofil. Najprej fantazma, kako postati želja očetu, ker oče je bil tam tisti tiran, katerega želja se je morala realizirati v tem bendu Jackson's 5. Potem pa varen objekt želje že narejenega geja, gej zaradi očeta, varen objekt želje mu je pa deček. Saj so tudi geji lahko biseksualci, zato tudi nam rekel, da ni sposoben bil seksati žensko. To je dokazal s to Marijo, ki je spolno zlorabljal 60 let. Po 16 letih se je moja pa uprla, ki je bila že ženska. Se pravi, v prvem videu sem rekel, da je bil pederast, ne, že pedofil je bil. Pa en velik lažnivec, on je lagal ene stvari, kljub temu, da je bil naivn, ne bom rekel naivno, odkritosrčen, pa par stvari povedal, tistih par stvari glava peče, kako je zavozil in se samo razkrinkal, ko je iskreno govoril o teh otrocih, pa kako se je družil z otroci, on se je patološko družil z otroci. In to je nekaj, kar je zame, ko analiziram simptome, nesprejemljivo. Imel je, ko bi rekel, dvojno osebnost. Tisto uradno, hlinjeno, odigrano, pa tudi neuradna, ta neuradna, že uradna je bila kontaminirana s simptomi pedofilije. Neuradno je bilo pa za 4 stenami. In tam so potem sobarco najdli. Taka debelušna je bila, je rekla, to so bile otroške gate po celem tistem štuku, spalnici. Ona ni rekla, da imam dokaze, da je on. Skritih kamer ni bilo. Ampak ta sobarica,
Je bilo zabičano, da ne sme nič govoriti o intimnem življenju, če ga opazi. Bilo je pa tam ogromno nekih fantkov in otroške konfekcije, razmetane spodnjice fantkov. To je sobarca povedala, ki je morala biti zavezana molčečnosti svoj čas, ko je bila v službi pri Michael Jacksonu. Zdaj v tem tretjem delu sem jaz rekel, to grem gledati, da se bom osvobodil tako sam pri sebi teh idej o teoriji zarote, ki se namotajo okrog Michael Jacksonova smrti, ker določeni imitatorji so se pojavljali, češ, da so oni Michael Jackson. Michael Jackson je umrl, celo zapisal sem si 14, 26, 25. junija 2009 doma je umrl, tisti zdravnik je pa bil še obtožen, da ga je napačno zdravil. To, da so pa posod po svetu tam nekje videvali Michael Jacksona, to so pa teorije zarote. Michael Jackson je mrtev. Zdaj to, da se cel svet klanja pred njim, nikomur ni v interesu, da bi bil postfestumsko ali pa že za časa življenja, da bi bil obsojen. On je bil opravljen vseh krivd, vseh očitkov, obtožb, je bil opravljen, to je res. Vse te odvetnike sem preposlušal, kako suvereno so trdili, noben pa ni bil zraven v tistih spalnicah, da bi videl, da se tam ni nič dogajalo. Nobenih skritih kamer niso preučili, ker jih ni bilo. In ti odvetniki tako suvereno govorijo, ki so ga branili, da ni kriv. Oni ne vejo, če je kriv. Saj ne bom rekel, jaz tudi ne vem, ampak jaz, ko analiziram vse simptome in teh dokumentarnih posnetkov je malo morje, ne bom rekel, da dam roko v ogenj, ampak dam pa mogoče pa kost za glodanje in namignem, Michael Jackson je bil nelatentni pedofil. On je na skrivaj počel ene posteljne radosti, seksualne vragolije s fantki, ker so si ti fantje razvezali jezik. Jordi Chandler je pa dobila familija 23 milijonov za to, da je tiho. Ampak je bil spet to dela, ki je ponovno počel tam 2, 3, 4, ki je že 20 let bil pedofil. So rekli tisti, ki so ga dobro poznajo, so rekli, a spet je to začel delati. In potem je bila plačana tale varščina 3 milijone. Preveliko samozavest je bil, je imel, imel se takoj za Bogom. Tako odkritosrčno govori o teh otrocih in ni vedel, da se on razkrinkava, ko razlaga, kako so otroci božanska, nedolžna bitja, edini vredni, ne vem česa, ljubezni. On sploh ni pomislil, da s tem, ko tako glorificira te otroke, dečke predvsem, da se razkriva kot latentni pedofil. Ti otroci so pri njemu v postelji spali. In zdaj to so razlagali, kako jim je Michael Jackson spil spermo. To sem vse povedal v prvem videu. Sex life, uradnega pa ni bilo žensko. Ne more imeti normalen moški afinitete do dečkov tako, kot je imel Michael Jackson. To, da je hotel biti večno mlad, to je ta patološki narcizem, ki ga je potem delal depresivnega. To je izgubil popolnoma izgubil stik z realnostjo. Ampak pol je še bankrotiral. Zdaj to celo namig je, ali je toliko brez znanja, da ga je kradel. Jaz ne vem, ali je to res bilo ali ne. On je zapravil podatek, ki sem ga zasledil v tem filmu, 700.000 evrov na teden je zaslužil ta kralj popa. Pol je tale Gavin Arvizo. Pa ta deček, jaz sem poslušal dokumentarni intervju z njim, kako se je on obnašal na intervjuju pri kriminalistih. Ampak odvetniki so se pa lotili njegove družine in našli družini greh. Seveda ima vsaka družina neke grehe. In pa je bila ta 3 milijonska varščina.
Ta avizo je rekel, jaz sem se mu upiral. Michael Jackson mi ga je pa drkal. To je rekel ta Gavin Avizo, katerega družino so potem demolirali. Odvetniki so mastno služili. On je imel dolgov 300 milijonov. Žlahtnik me je pozdravil. 300 milijonov dolgov je imel. To ni majhen denar, ne. Zdaj, ali je kradel res takrat, ki ima toliko dolgov, ali ni to, zdaj ne bom šel v to smer, ne. In pol je imel ta projekt 50 koncertov, ki je bilo jasno, da jih ne bo zdržal pri 50 letih. Takrat je bil, aprila je začel vaditi, star je bil 51 let, in potem si šlo samo s to kemijo, stimulusi kemičnimi, vse navzdol. Napisal je tudi to poroko, ne, mislim, kot da bi slutil, da bo umrl, in tam so potem mama plus 3 otroci dobili denar. Ni bilo ne očeta, ne sorojencev. Ta This Is It, ta zadnji projekt, je pa povrnil vse dolgove, in zaslužil je s tem projektom, ali pa po smrti, je zaslužil več, kot je zaslužil za časa njegovega življenja. Toliko je postal potem dobičkonosen. Pred tem, ko je bil opran vseh krivd, je bil opran zato, ker se je taka industrija gomilila okrog njega. Ker če bi bil prej obtožen, se bi finančna konstrukcija mnogih projektov, tudi vseh teh založniških hiš, se je sesula. Zato ni smel biti obtožen. Tisti, ki ga branijo, mislim, oni ga čustveno branijo. Jaz pa analiziram simptome. Ne vem, rekel sem, da bom tale video še posnel. Zdaj bom rekel, take it or leave it. Saj mi dajte tudi donacije, ampak tele moje vodebologije malce je zmanjkalo. Pravite, dej snemaj, saj snemam, ampak nimam pa prav neke volje. In če sem pa deležen potem kakšne donacije, pa vseh teh pohval, ko pridejo k meni, dejte to snemati, vi ste neprecenljivi za našo Slovenijo. Ok, jaz sem neprecenljiv tudi za tuji svet, ne, sam s temi prevodi, ki jih že imam, namreč meni se druga knjiga, Prvi spol, prevaja, O spolu imam že prevedeno v angleščino. Zdaj pa, če ima kdo idejo, kako bi to se v angleščini izdalo, bi jaz to rad izdal v angleščini. Prevod že imam, tako da me lahko obogatite s kako idejo, kako izdati knjigo ali pa knjige v angleščini. Tudi projekt je, kako se teli videi dajo sinhronizirati s ChatGPT-jem v angleški jezik. Če kdo ima to željo, in en moj kolega Žiga je to rekel, bomo mi, kar dajte. Bo finančno tole se obrestovalo, naj se lahko zaslužite tudi. Samo dajte to s programom ChatGPT, ki baje stane, v angleščino sinhronizirate moj glas in naj se dober glas širi v 10. vas. To je bilo to. Čau.